Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ko sem pripravljala tole oddajo o cepljenju, o koristih in morda tudi o pomislekih, ki jih imajo danes ljudje, sem se spomnila, da ko sem hodila v osnovno šolo, da je bila velika epidemija otroške paralize. Celo zaprli so šolo, mislim, da cel teden dni, da otroci nismo šli, da je potem to nekako minilo. In potem kasneje sem spoznala gospo, ki je imela težke posledice, ravno zaradi tega, ker seveda takrat cepljenja še ni bilo. No, in danes so vsa mogoča cepljenja na voljo. Cepljenja, ki rešujejo življenje, kajti to so težke nalezljive bolezni, ki puščajo težke posledice, celo vodijo v smrt. Po drugi strani pa je pomislekov o cepljenju pravzaprav vse več. Slišimo tu in tam. No, in da bomo te mite, tabuje, morda tudi nepravilno razumevanje razblinili, sem povabila v studiu dva specialista epidemiologije, in sicer je z nami doktorica Marta Grgić-Vitek, doktorica medicine, kot sem že povedala, specialistka epidemiologije, in asistent Zoran Simonović, doktor medicine, specialist javnega zdravja. Pozdravljena. Takole v uvodu sem nanizala, kako se recimo meni osebno cepljenje zdi zelo pomembno in kako sem imela veliko srečo, da kot otrok v tisti epidemiji dejansko nisem bila prizadeta. In mogoče, če gremo malo nazaj v zgodovino cepljenja, vendarle je to pravzaprav neka nova veda, po drugi strani pa, ko človek malo zbira podatke, pa niti ne tako zelo nova. Tako je. Zgodovina cepljenja pravzaprav se je začela z cepljenjem proti črnim kozam že nekje v 16. stoletju, in sicer na Daljnem vzhodu, na Kitajskem, v Indiji, kjer so poskušali osebe zaščititi pred črnimi kozami na tak način, da so jim prenesli prah posušenih krastic bolnikov, potem so prenesli v njihovo telo in jih na tak način zaščitili pred epidemijo, pred zbolevanjem s črnimi kozami. Tak postopek je bil sicer učinkovit, vendar je pa prinašal s seboj veliko neželenih reakcij in ljudje so tudi zbolevali. Sodobno cepljenje pa se je začelo nekje konec 18. stoletja, ko je dr. Edward Jenner prav tako cepil proti črnim kozam, ampak na način, da je uporabil za človeka nenevarne goveje koze, to je soroden virus črnim kozam, in na tak način zaščitil potem osebe pred zbolevanjem z črnimi kozami. Od takrat naprej pa je seveda potem razvoj cepiv bil v razmahu, še posebej po drugi svetovni vojni so se razvijala nova cepiva in dan danes imamo na voljo kar velik nabor zaščite pred posameznimi nalezljivimi boleznimi. Doktorica Vitek, vi delate na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. To je pravzaprav inštitucija, ki nas dejansko s svojim delovanjem varuje pred temi marsikaterimi težkimi boleznimi, ki jih dejansko s cepljenjem lahko preprečimo. Ja, tako je. Nacionalni inštitut za javno zdravje ima na področju cepljenja kar nekaj nalog in oziroma se ukvarja z določenimi področji. Skratka, kaj pri nas v zvezi s cepljenjem počnemo? V glavnem spremljamo bolezni, ki se jih preprečuje s cepljenjem, zato da vidimo, kakšno je breme, koliko se nam te bolezni pojavljajo, kako ocenjujemo v bistvu, kako učinkovit je program cepljenja. Spremljamo precepljenost, to se pravi, kako uspešni smo pri tem, pri zagotavljanju zaščite populaciji, spremljamo neželene učinke. Iz vseh teh podatkov, ki jih zberemo med letom, potem vsako leto jih analiziramo in naredimo letno poročilo. Zdaj, na osnovi vseh teh podatkov oziroma vseh teh rezultatov, ki jih nekako pridobimo s tem spremljanjem, oblikujemo, to je zelo pomembna funkcija Nacionalnega inštituta, oblikujemo predlog nacionalnega programa cepljenja vsako leto, ki ga potem izda Ministrstvo za zdravje. Poleg tega pripravljamo nacionalna priporočila, obvestila za izvajalce cepljenja, komuniciramo z javnostjo, se pravi, pripravljamo gradiva za določene ciljne skupine. Naloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje je tudi koordinacija cepljenja v državi. V državi imamo namreč, vsaka regija ima svojega območnega koordinatorja in potem tudi nacionalnega koordinatorja.
Koordinatorji cepljenja so nekako svetovalci ali pa nekako v pomoč izvajalcem cepljenja pri njihovih odločitvah. Se pravi, jim svetujejo, da se lažje odločijo pri kakšnih posebnih primerih, pri recimo svetovanju, kako cepiti zamudnike. Zamudniki rečemo pač tistim, ki niso pravočasno opravili cepljenja in podobno. Kaj pa recimo, če gremo kar na področje cepiva? Kaj pravzaprav cepivo je? Cepivo je pravzaprav en biološki pripravek, ki je sestavljen iz mrtvih mikroorganizmov, njihovih sestavnih delov, lahko pa vsebuje tudi žive, zelo oslabljene mikroorganizme, ki pri človeku ne morejo povzročiti bolezni. S cepljenjem pri cepljeni osebi zagotovimo pojav zaščitnih protiteles, ki potem to osebo zaščitijo, ko se s tem mikroorganizmom srečajo po naravni poti. Vkolikor določeni povzročitelji bolezni okužijo osebo, ki ni bila cepljena, ta oseba razvije ta protitelesni odgovor v nekaj dnevih, nekaj tednih in v tem času povzročitelj bolezni pri necepljeni osebi seveda lahko povzroči določene nepopravljive posledice, okvare. Pri cepljeni osebi pa je ta že seznanjena s tem povzročiteljem in ko se sreča s tem povzročiteljem potem po naravni poti, je že ta imunski odgovor pripravljen in takoj onesposobi povzročitelja bolezni, da oseba običajno potem, ki je cepljena, za to boleznijo ne zboli. Torej s cepljenjem želimo predvsem zaščititi osebo, da ima manjše možnosti, da bo zbolela za boleznijo in seveda, da se pri njej potem tudi ne razvijajo zapleti nalezljivih bolezni in pa tudi ne pride do nekih težjih zapletov in smrtnih primerov. Cepimo običajno proti boleznim, ki lahko potekajo v težki obliki, za katere je možno, da potekajo v zapletih in običajno proti njim nimamo uspešnega specifičnega zdravljenja. Poglejte, seveda, medicina je zelo napredovala, ravno tako tudi industrija farmacevtska, ki proizvaja ta cepiva. Ampak ali je pridobivanje samo cepiv pravzaprav danes zagotovo varno? Kako pa je bilo to na samih začetkih? Najbrž so ljudje takrat bili tudi bolj skeptični, ali se cepiti ali ne. Seveda, začetek cepljenja je bil kot pri vseh razvoju nekih novih metodologij nekoliko neroden, ampak tekom zgodovine se je pravzaprav produkcija, proizvodnja cepiv pripeljala na tak nivo, da lahko govorimo, da so sodobna cepiva sedaj preizkušeno in dokazano varna in učinkovita. In sam razvoj posameznega cepiva namreč poteka več let, tudi desetletja. In sprva je cepivo podvrženo predkliničnim raziskavam, potem kliničnim raziskavam, najprej na manjšem številu preiskovancev, potem tudi na več 10.000 preiskovancih preiskujemo varnost in učinkovitost cepiva. Tako da cepivo, ko dobi dovoljenje za uporabo v populaciji, je dejansko dokazano tako varno kot učinkovito. Kaj pa recimo, kdaj začnemo cepiti? Vemo, da se cepijo že dojenčki, zagotovo proti vsem boleznim ne cepimo že dojenčkov, mnogi potem recimo šele kasneje. Kako pravzaprav to poteka? Preventiva je pomembna v vseh življenjskih obdobjih, tako da prav bi bilo, da bi se nekako vsi prebivalci držali programa cepljenja in priporočil, ki jih imamo za cepljenje. Seveda sam program začne pri otrocih oziroma pri dojenčkih, pri najmlajših. Prav bi bilo, da starši pač poskrbijo za to, da so otroci pravočasno cepljeni. Prav bi bilo, da se držimo čim bolj programa cepljenja. To se pravi, program cepljenja je namreč načrtovan tako, da če oseba sledi temu programu, je pravočasno zaščitena. To se pravi, otrok mora biti zaščiten čim prej proti tem otroškim boleznim, ki ga lahko ogrožajo, recimo oslovskemu kašlju. Smiselno je, da je otrok čim prej zaščiten, nekje do pol leta starosti, ker sicer tak otrok lahko utrpi težke posledice, če zboli za oslovskim kašljem. Poleg tega je važno, da je za nekatere bolezni cepljen, preden vstopi v kolektivno varstvo, se pravi v vrtec. Recimo cepljenje proti ošpicam skušamo zmeraj opraviti pred vstopom v vrtec, cepljenje proti ošpicam, mumsu in rdečkam. Tudi druga cepljenja so načrtovana tako, da se jih izvede v čim bolj primerni starosti, ki zagotavlja tudi najboljšo učinkovitost in pa varnost.
Seveda, starši bi morali poskrbeti, da so otroci cepljeni, odrasli bi morali poskrbeti zase, da so cepljeni, posebej, če spadajo v kakšno od rizičnih skupin ali pa če so kronični bolniki, ali pa če pač ko presegajo določeno starost, ker tudi starost nam prinese določena tveganja in je potem bolj važno, da smo zaščiteni pred nekaterimi boleznimi. Posebej pa je cepljenje važno tudi za zdravstvene delavce. Ti morajo biti pa tudi cepljeni ob pravem času, se pravi najbolje preden recimo se sploh vpišejo v kakšne od teh zdravstvenih šol, fakultet, zato da potem nimajo težav recimo pri opravljanju pouka, ker tako kot zaposleni pravzaprav morajo biti na enak način tudi oni cepljeni in zaščiteni proti določenim boleznim, da ne prenašajo, da se sami ne okužijo in da ne prenašajo teh bolezni drugim. Poglejte, če pogledamo skozi zgodovino, včasih je bila umrljivost dojenčkov strašno visoka, tudi zaradi teh bolezni. Ja, prav gotovo, seveda, zaradi teh bolezni. Zdaj, te bolezni so se nam čisto umaknile, namreč to obvezno cepljenje, ki smo ga poznali v Sloveniji dolga desetletja, je pravzaprav zagotavljalo eno zelo visoko precepljenost in s tem so se zelo zmanjšale te številne bolezni, ki so bile včasih, ki smo jih imeli recimo prijavljenih na tisoče, recimo ošpic, oslovskega kašlja, več tisoč primerov vsako leto, potem so se pa te bolezni tako umaknile, da se zdaj nekatere sploh več ne pojavljajo, recimo davica je ena taka bolezen, ki smo jo zadnji primer zabeležili v letu 67, otroška paraliza je tak primer, ki smo ga zadnjič zabeležili v letu 78, nekatere bolezni se nam pojavljajo posamično, to se pravi zelo redko, recimo ošpice so se nam 10 letih sploh nismo imeli od leta 2000 do 2010, zdaj se nam pojavljajo pa nekako tako posamično oziroma nekdo prinese od nekje ošpice, potem se okuži nekaj oseb okrog njega, ampak zaenkrat je ta zaščita kolektivna, kot rečemo, še dokaj zanesljiva ali pa dokaj nekako deluje, tako da se prav zelo zaenkrat ošpice pri nas niso razširile. No, ravno to zdaj se mi zastavlja vprašanje, namreč svet je postal ena sama velika vas. Ljudje potujemo pravzaprav tudi na druge kontinente, čisto običajno in seveda se te bolezni, čeprav smo jih mi na nek način v Sloveniji, recimo že desetletja jih ni, vendarle se prinašajo nazaj. Kdo je potem takrat ogrožen? Praktično vsi, ki niso cepljeni. Ja, vsi, ki niso zaščiteni, ker tudi nekateri morda, tisti redki, ker vemo, da cepiva niso 100% učinkovita, tudi tisti so ogroženi, potem seveda tisti, ki zaradi recimo zdravstvenih razlogov niso cepljeni ali pa tisti, ki zaradi kakršnih koli drugih razlogov niso cepljeni. Skratka, vsi ti so ogroženi, ampak tudi vsi ti nekako povečujejo ta pul necepljenih, ki nekako potem omogoča, da se povzročitelj, ki vstopi v tako populacijo, lažje širi. Skratka, če pade ta delež cepljenih pod določen nivo, se potem poveča možnost, da se povzročitelji širijo. No in če še malo nadaljujemo, recimo potniki v mednarodnem prometu, vem sama, ko sem šla recimo v Južno Ameriko, da je bilo tako in tako cepljenje obvezno. Ali s tem dejansko res lahko dobro preprečimo? Je to po več ali manj, recimo po vsem, bi rekla, razvitem svetu uvedeno? Ja, v vsem razvitem svetu pravzaprav imamo zelo podobne programe zaščite mednarodnih potnikov, ki torej potujejo iz teh nekoliko bolj razvitih dežel v dežele z slabšimi higiensko-sanitarnimi razmerami, pa tudi sicer drugačnimi okoljskimi, klimatskimi razmerami, kjer se pojavljajo seveda drugačne nalezljive bolezni. Obstaja tudi mednarodni zdravstveni pravilnik, ki tudi določa nekatera cepljenja kot obvezna za potnike, ki potujejo v določene države. Takšno cepljenje je recimo cepljenje proti rumeni mrzlici, kjer nekatere države, predvsem Srednje Afrike in Južne Amerike, zahtevajo pri vstopu v državo dokazilo o opravljenem cepljenju proti rumeni mrzlici od potnika, ki prihaja k njim bodisi od koderkoli ali pa iz države, kjer se sicer pojavlja rumena mrzlica. S tem se države želijo zaščititi pred vnosom povzročitelja te bolezni s potniki na njihovo ozemlje.
Sicer pa tudi drugače potnikom, poleg tega obveznega cepljenja, priporočamo ostala cepljenja iz vidika zaščite njihovega zdravja na potovanju, pa hkrati s tem tudi zmanjšamo možnosti, da bi potniki, ki bi se okužili na potovanju, potem te bolezni prinesli nazaj v naše kraje in bi se nekatere od njih bile sposobne potem tudi širiti znotraj našega ozemlja. Tako recimo takšna cepljenja, ki jih priporočamo potnikom, so zaščita, torej cepljenje proti hepatitisu A, proti tifusu, proti meningokoknemu meningitisu, odvisno seveda od destinacije potovanja, od načina potovanja in drugih osebnih zdravstvenih okoliščin posameznega potnika. Prav tako pa sem spada tudi zaščita pred malarijo v obliki tablet, kadar potniki potujejo na področje, kjer se seveda malarija pojavlja. Srečali smo se z nekaterimi izrazi že zdaj, pa se mi zdi, da bi bilo dobro, če jih razčistimo. Prostovoljno, rutinsko cepljenje, obvezno, neobvezno. Kje so pravzaprav te ključne razlike in kako se ljudje odzivamo na to? Ja, zdaj, ko govorimo mi imamo nekatera cepljenja, oziroma včasih so bila vsa otroška cepljenja obvezna. O rutinskih cepljenjih govorimo takrat, kadar mislimo na cepljenje, ki je namenjeno recimo vsem otrokom določene starosti. To se pravi, imamo lahko rutinska prostovoljna ali pa rutinska obvezna. Rutinska obvezna so tista cepljenja ali pa redna obvezna so tista cepljenja, ki jih opravijo vsi otroci. Prostovoljna rutinska cepljenja so tista, ki so ravno tako namenjena vsem otrokom. To so zdaj v zadnjem času recimo cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, cepljenje proti humanim papilomavirusom za deklice. To so prostovoljna redna cepljenja. Potem imamo pa seveda lahko obvezna cepljenja tudi za posameznike, ki so pa na nek način izpostavljeni, ali so zaradi zdravstvene indikacije ali zaradi epidemiološke indikacije, morajo biti cepljeni proti določeni bolezni. Skratka, tukaj imamo spet lahko obvezno ali prostovoljno, ampak kadar gre za epidemiološke indikacije, v glavnem gre za obvezna cepljenja posameznikov, kadar gre pa za zdravstvene, pa je to priporočeno cepljenje posameznikov. Skratka, ti termini se čist ne pokrivajo, ampak tako, redna cepljenja je tisto, kar je namenjeno vsej recimo določeni starosti otrok ali odraslih. Kaj pa gripa? Tu so tudi deljena mnenja. Se cepiti, ne cepiti. Poglejte, gripa je pravzaprav sezonsko bolenje, ki se vsako leto pojavlja na našem področju nekje od jesensko-zimskem, spomladanskem času. In za gripo v sezoni, običajni sezoni gripe zboli od 5 do 10% odrasle populacije in še nekoliko višji odstotek otrok. Gripa pri večini zdravih oseb poteka brez posebnih zapletov kot relativno nenevarna bolezen. Pri določenih kategorijah oseb pa je tudi gripa lahko pravzaprav nevarna bolezen, poteka v težji obliki, tudi z zapleti. To so predvsem pri starejših osebah, starejših od 65 let, pri kroničnih bolnikih, tudi pri majhnih otrocih, pri nosečnicah, tako da pri teh kategorijah pa vemo, da je gripa lahko pravzaprav nevarna bolezen. Poteka zapleti, poslabša osnovno obolenje in se lahko konča tudi usodno. Ne sicer zelo pogosto, vendar so tudi takšni primeri, s katerimi se srečujemo vsako leto. Tako da glede na to, da vemo, da je gripa sicer relativno blaga, a lahko tudi pri določenih kategorijah nevarna bolezen, je cepljenje proti gripi zelo smiselno, saj gre pri cepljenju proti gripi za najučinkovitejši ukrep, ki ga imamo na voljo, da zmanjšamo možnosti za samo bolezen in pa seveda tudi, če oseba, ki je cepljena, zboli, ima manjše možnosti za težji potek in pa zaplete gripe. Cepljenje proti gripi pa je še posebej recimo priporočeno za te kategorije, ki sem jih prej že naštel, in pa tudi za poklicno izpostavljene, ki so pri svojem poklicu izpostavljeni večjemu tveganju, da se okužijo, torej delajo z ljudmi, ali pa lahko gripo potem prenašajo na paciente recimo ali pa na druge osebe, pri katerih pa, kot rečeno, gripa lahko poteka v težji obliki. Ali menite, da se ljudje premalo cepijo proti gripi, morda tudi zato, ker je to potrebno morajo plačati sami, medtem ko določena obvezna cepljenja vendarle krije zdravstveno zavarovanje?
Ja, ne vem, če je to vzrok, no, morda je to eden izmed vzrokov, ampak na vsak način, kar se tiče precepljenosti proti gripi, tako kot sem prej rekla, pri obveznih cepljenih imamo relativno dobro precepljenost, pri neobveznih cepljenih je pa pri nas precepljenost žal slaba in ravno pri gripi smo med državami z najnižjo precepljenostjo v Evropi. To se pravi, delež cepljenih proti gripi v Sloveniji je, mislim, da najnižji ali pa med 3 najnižjimi v Evropi. Prav gotovo se cepi proti gripi premalo ljudi, predvsem tistih, ki bi se morali cepiti, to so starejši in pa kronični bolniki in pa tudi zdravstveni delavci. Za vse te bi bilo zelo pomembno, da so cepljeni. Svetovna zdravstvena organizacija nekako za cilj postavlja, da se kronični bolniki in starejši od 65 let, da bi bilo treba v državah doseči cilj, da se nekako doseže 75% precepljenost te populacije. To nekatere države v Evropi dosegajo, pri nas smo pa daleč pod tem ciljem, ne, bomo rekli. Skratka, pri nas je ta precepljenost okrog 10%. Ampak vendarle, ali je potrebno pred vsakim cepljenjem opraviti zdravniški pregled? Naj si bo pri dojenčkih ali pa tako, kot smo rekli, pri gripi pri starejših ljudeh? No, predviden je pregled pri cepljenju otrok, pravzaprav pri odraslih pa kakšen poseben pregled ni predviden. Če je oseba zdrava, se lahko cepi. Običajno pred cepljenjem napravim en splošen pregled osebe, torej izključimo določene kontraindikacije za izvedbo cepljenja, torej pomembno je, da oseba ne preboleva v trenutku, ko se cepi nekega akutnega vročinskega obolenja, seveda pa izključimo tudi morebitne, sicer zelo redke alergije na sestavine cepiva. Tako da vsaj pri odrasli populaciji, kot je bilo rečeno, nek poseben, specifičen pregled pred izvedbo cepljenja ni potreben. Je pa potrebno recimo pri cepljenju z določenimi, mi rečemo, živa cepiva, pa je potrebno izključiti morebitne kontraindikacije, torej običajno ne cepimo nosečnic, ne cepimo oseb z zelo oslabelim imunskim sistemom. Zakaj se starši odločajo, da ne bi cepili otrok oziroma da jih sploh ne cepijo, kljub temu, da je, tako kot pravite, cepljenje obvezno? Poglejte, po spletu so bile nekaj časa polemike, zdaj so malo potihnile, imam občutek, saj jaz jih nisem v zadnjem času ne vem koliko zasledila, da je pravzaprav kar veliko staršev, ki pravijo, da ta cepljenja otrokom bolj škodijo kot koristijo. Kako bi vi pravzaprav to z vašega strokovnega vidika razložili? Ja, jaz imam vedno občutek, da je pač problem v tem, da starši prvič ne poznajo koristi cepljenja, drugič ne poznajo tveganj, ki jih prinašajo te bolezni, namreč teh bolezni starši praktično, zdaj te mladi starši, ne vidijo več, se z njimi ne srečujejo, ne poznajo, kakšna tveganja lahko prinašajo. Te generacije, ki so pač te bolezni še doživele ali pa so videle, recimo, jih na lastne oči, te generacije so nekako upoštevale vse te nevarnosti, ki jih taka bolezen lahko prinese. To je gotovo en pomemben, velikokrat rečemo, cepljenje je žrtev svojega lastnega uspeha. Skratka, s cepljenjem smo te bolezni odpravili in zdaj je glavni problem, ki ga starši vidijo, neželeni učinki, ki jih lahko prinesejo cepiva. Ampak treba je vedeti, da ti neželeni učinki se pojavljajo bistveno manj pogosto, kot recimo so lahko kakšne posledice po preboleli bolezni. Mogoče tudi ta občutek, saj so vsi cepljeni, če moj ne bo, saj bolezni ni več. To je pa tisti egoističen občutek, da pravzaprav, če so vsi cepljeni, sem pa tudi jaz varen, tudi če nisem cepljen. To je še ena taka, ampak jaz mislim, da je bolj to, ta strah pred neželenimi učinki, ki je pretiran pri nekaterih, čeprav moramo vedeti, da seveda neželeni učinki se pojavljajo, ampak v primerjavi s tem, kaj te bolezni lahko povzročijo, pa je to čisto neprimerljivo. In kako recimo ukrepate, kadar starši ne dovolijo cepljenja otrok? Zdaj ukrepi so pač predpisani zakonom, to pač prinaša ta zakon o obveznem cepljenju, zdaj tukaj so pač ukrepi na strani lečečega zdravnika. Ampak vendarle starši naj bi se zavedali, da je otroka potrebno cepiti. Ja, prav gotovo. Pomembno je, da bi bili starši čim bolj nekako seznanjeni s temi
tveganji, ki jih prinašajo bolezni in koristmi, ki jih prinaša cepljenje. No, na vse zadnje danes na spletu lahko najdeš podatkov, kolikor hočeš, če jih seveda hočeš najti. Ja, problem je v tem, da je treba najti prave informacije, ne? Skratka, nekako gledati na tiste spletne strani, ki so nekako kredibilne, kot rečemo, no? Ne vem, spletne strani nacionalnih inštitutov javnega zdravja, teh večjih inštitucij imajo veliko tega na spletni strani, recimo Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, Ameriškega centra za preprečevanje bolezni, Svetovne zdravstvene organizacije. Tam najdemo veliko takih informacij. No, moram reči, da je ravno spletna stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje zelo lepo, bi rekla, pokrita, to se pravi, dobiš vse potrebne informacije. No, in nekaj sem si jih prav izpisala. Namreč dejstva in miti. Cepljenje je škodljivo. Gremo na hitro skozi to. Ne, cepljenje ni škodljivo. Cepljenje prinaša dobrobit tako posamezniku kot družbi ob zadostni precepljenosti populacije. Tako da cepljenje seveda lahko ima neke neželene učinke, stranske učinke, vendar so ti običajno nepomembni, nenevarni, prehodni. Zelo, zelo, zelo redko se pojavljajo neki resnejši, resni, neželeni učinki. Ampak v primerjavi z pogostnostjo zapletov pri boleznih, proti katerim s cepljenjem ščitimo, je pač ta prednost veliko na strani cepljenja kot pa stranskih učinkov. Dovolj je skrbeti za higieno, gospa doktorica? Ja, to prav gotovo ni dovolj, ne, saj vidimo, da sicer je to zelo pomembno, ampak ne pa dovolj, da bi preprečili nalezljive bolezni. Saj vidimo, da se nam nekatere bolezni pojavljajo, kljub temu, da je higiena se bistveno izboljšala, recimo en tak dober primer so norice, ki pravzaprav ne izzvenijo, ker pač ni uvedeno cepljenje proti noricam. Obolevajo tisti, ki so bili cepljeni? Tako je. Seveda nobeno cepivo ne nudi 100% zaščite, tako ni nič neobičajnega, nenavadnega, da ob nekem izbruhu bolezni zbolijo tudi tisti, ki so cepljenje opravili. Po drugi strani pa vemo, da ob izbruhih, kot jih beležimo recimo v današnjem času, govorimo o izbruhu ošpic po Evropi, v Romuniji, Italiji, Nemčiji, Avstriji, pravzaprav povsod tudi okoli nas, večina obolelih je tistih, ki niso bili cepljeni ali so bili nepopolno ali neustrezno cepljeni. Seveda pa zbolijo tudi nekateri cepljeni. Bilo je že povedano, da vsi ljudje po cepljenju ne razvijajo zadostne zaščite. No in tale, ki vzbuja strah. Zaradi kombinacije cepiv dojenček lahko umre. No, ta kombinacija cepiv prav gotovo ni nič pomembna. Pravzaprav se svetuje, da se opravi cepljenje s čim več cepivi naenkrat, zato da je otrok nekako manjkrat izpostavljen tem travmam samega izvajanja cepljenja. No. Ja, zagotovo obstajajo študije, ki so pokazale, da če otroka cepimo s cepivom, v katerem je cepljenje proti večjim povzročiteljem bolezni hkrati, ne poveča tveganja za neželene učinke v primerjavi z cepljenjem z posamičnim cepivom. Tako da ne drži. Ne. Hvala lepa za tele obširne, izčrpne informacije. Mogoče samo še res časa nam je tako rekoč zmanjkalo, kakšen čisto kratek nasvet, kaj naj ljudje pravzaprav pomislimo, da se bomo pravilno odločali. Jaz bi predvsem priporočil staršem, ki imajo neke strahove, ki so zaskrbljeni pred izvedbo cepljenja, da prisluhnejo svojemu izbranemu pediatru, njemu zaupajo otroka takrat, ko ga pripeljejo bolnega, njemu naj tudi zaupajo takrat, ko ga pripeljejo zdravega na cepljenje, da bo zdrav tudi kasneje v življenju ostal. No, tudi meni se zdi to zelo pomembno. No. Pediater je prav gotovo po vseh raziskavah tisti, ki mu starši najbolj zaupajo in je prav, da mu zaupajo tudi pri cepljenju. No. Hvala lepa, še naprej veliko uspeha, da bi tudi naša Slovenija imela čim manj nalezljivih bolezni. In seveda, hvala tudi za osveščanje. To potrebujemo. Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo se imejte in seveda o cepljenju mislim, da bi bilo treba bolj razmišljati, posebej še, če imamo kakršnekoli pomisleke. Namreč uradnih, spletnih strani, ki so kredibilne, ki prinašajo resnične prave podatke, je zagotovo dovolj, tako kot smo slišali v tej oddaji. Lahko noč.